Tipo je spet eden tistih avtomobilov, ki so v času našega 14-dnevnega testa poželi izredno veliko zanimanja mimoidočih. 4 so pristopili in smo poklepetali, da bodo to 4 vsebinsko skoraj do potankosti enaki pogovori, pa si res ne bi mogli obetati. Vsi so namreč tipa komentirali izredno pozitivno, na koncu pa tudi vsi priznali, da so bili sami lastniki stila ali pa brava in vsi so jih ohranili v izredno lepem spominu. Hvalili so dizelski motor 1.9 GTD, hvalili pa so tudi prtljažnik stila Caravan. Vsi bi tako izbrali še enega Fiata, če bi Fiat v svoji ponudbi sploh ponujal kaj primernega. No, Fiatov kanadski šef Marchione je s svojimi globalnimi korporativnimi igricami res pozabil na obnovo modelske palete tukaj v Evropi in s tem povzročil veliko škodo. A vendarle bodimo prizanesljivejši. Popravni izpit je naredil z odliko. Tokrat preizkušeni Tipo je namreč odličen avtomobil. Prostoren, praktičen, odlično vozen, varčen, a zmogljiv in kar je ključnega pomena, cenovno privlačen. Karavanski Tipo ima vse adute, da navduši številne Slovence. Sploh tiste racionalne, ki ne padajo samo na osnovno nakupno ceno, ampak še posebej tiste, ki natančno primerjajo sezname opreme. Optimalna je recimo bencinska verzija za slabih 15 tisočakov. V našem izračunu cene na mesec pa boste recimo odkrili tudi, da bo Tipo po napovedih Eurotaxa precej nadpovprečno ohranjal svojo vrednost. Tipo sicer ima nekaj kiksov, kot je recimo to, da vam pri upravljanju zaslona na dotik zračniki pihajo v zapestje. A potegnjeno pod črto je Tipo vsekakor avto, ki nikakor ne kaže dejstva, da so ga pravzaprav zasnovali kot nizkocenovnika.